Da povemo kar direkt, tu na Ptuj Liksu nismo neki demagogi, to bom še sedaj tukaj povedal, zakaj na Ptuj Liksu ni nobene reklame. Zato, ker čim nekdo naroči reklamo, lahko kliče bodi si zase ali za svojega kolega, če hočemo ohraniti neko objektivnost, pa pronicljivost, malo provokativnosti, mora biti the untouchables. Zdaj pa tak. Mnogo je nekega govora med prebivalci Ptuja, ja, čuš, tako da bi lahko rekel, so neke šanse za izvolitev. Jasno je, če bo Čuš izvoljen za župana, da bo ta dva fenomena se bodo postavila na noge. En bo bodisi, da se ga uniči, spravimo, mislim, ne ljudje, sile, imenujemo jih sile, ne strici. Dark Forces, bo se na Čuša spravile, ali pa ga bodo hotela na perfiden način dobiti med se. Kako se boš obojnim uprl? Mi predpostavljamo, da če boš župan, da boš obojnemu rekel ne. Ja, kaj pa ne? Da te omamijo ali pa da te uničijo. Kako zbrati moč, da boš stopil nad to? To, da me probajo omamiti, bom definitivno zavrnil, ker so me že probali. Ni smisel substancam. Ja. Veš, da znajo to perfidno. Ja, ampak malo sem na to navezan. Zdaj, jaz sem suveren, povem po pravici, da trenutno še prejemam poslansko nadomestilo, ampak nič ni večno. Pardon, da spet skočim besedo, naj to ne moti ljudi, ampak moramo čim več vedeti. Oprostite, zdaj grdi besedi, ampak na Ptuju smo, bili smo v kavarni, si sposobno reči brez premisleka, ko veš, kaj prav jebi se. Mogoče na začetku malo bolj sofisticirano, ampak pol pa bi že... Ko ti bo nekdo trikrat rekel, daj Čuš zrihta, da bo ovi dobo to, pa boš ti rekel, glej, ne more, ni pravično, pa rekel, pa daj pizdo ti materna, tako se meni ljudi, ja? Ja, tako se politika dela. Ja, vse. Boš rekel na koncu, pa daj, zgine, spizdi. Ja, to bo milo rečeno. Nisem zdaj mislil besedo, ampak sporočilnost. Jaz tak ponavade že z očmi pravi, da dosti povem, kaj si mislim. Zdaj, Čuša, če hoče kdo kupe dobro, kil imam dosti, tako da če fizično gledano mogoče še bi šlo, pa mentalno, pa umsko pa ne bo šlo, ker če ne bi še danes jaz kimo v Ljubljani pa sedel v parlamente, pa sem se odločil za neko drugo pot, pa še vedno pravim, da spoštujem, kaj sem dosegal, pa sodeloval z SDS-om. Ker ne moreš zdaj žgati pa tega zanikati, ne. Sem na to tudi ponosen, ker smo nekaj projekta naredili skupaj. Ampak zdaj, da bo pa nekdo prišel do mene, pa mi rekel, da mi bo parcelo kupal, pa to dal, tu pa pač jaz zaključim, ker zadnjič mi ena kolegica rekla, ti si še mlad, pa še imaš načela, pa moral. Pa mi je dalo misliti, pa sem rekel, mater, imaš prav. Torej, treba to ohraniti. Ja, če ne vem, jaz še bom dolgo živel, upam. To sicer ni samo od mene odvisno, ne mogoče me bo kdo ki povozil, ampak jaz hočem vedno po Ptuju iti nasmejan, pozitiven, pa da mi bo vsak rekel, zdrav Andrej, kak si, roka, spili kako pivo, tudi 3, če treba, tudi zato sem včasih tako. Ok, za zaključek tega dela, ko gremo pol v finalnega, ena duhovitost, pa jo jaz povem, ne rajš odgovarjati, ampak kandidat Čuš se je v preteklih mesecih večkrat tak glede svojih kil pošala, je pa obsela. Ja, ima temne sile. Temne sile smo izklopili, kurent prišel ven, oziroma je ostal osvetljen. Ti pa povem, da je več ljudi videlo, da si se očitno začel spet športno baviti, ker si malo shujšal. Je res? Malo. Mislim, da ne bo kdo rekel zdaj, da mi Čušu govorimo, ampak Čuš sam pravi, da ima probleme s kilom. Ja, jaz to priznam, ker kot včasih sem treniral 2-krat na dan in pol nehaš, te začneš študentske bone, jaz pol gor vdare, in to obžalujem. Ker jaz ti sam povem, da vidim, da si shujšal. Od junija do danes. Te še pa moj reči. Kaj ne vidi? Ja, malo reče, da bi še mogel se malo kam spraviti, ampak pustimo to, kaj imamo mi za 4 sobami, za 4 stenami. Ja, malo, bom rekel, če drugo ne, vsaj malo začnem hoditi, pa kam grem. Jaz to lahko povem po pravici, da sem si zdaj za kampanjo zadal cilj, da prehodim peš celi Ptuj. In zdaj danes smo četrtek, če imam prav. Kaj je to ekvivalent na Pahorjevo po Dolgem in počes?
Ne, niti približno, ker on je samo hodil pa se kazal. Ja. Jaz pa grem do ljudi, pa se ne slikam, pa vprašam, kaj je narobe. In bil sem... Torej z beležko oziroma... Ja, imam asistenta ob sebi ali dva, ker za vsega sam ne morem delati, ne. In vprašam ljudi, ne. Včeraj sem bil na turnišču, kaj bi radi, ne. Kaj vas moti na Ptuju najbolj? So rekli vse, ne. In dobro, zdaj na Zagrebški so malo veseli, ker bi se naj kanalizacija začela delati, ne. Ampak imamo pa vmes nekaj ulic, ki so pozabljene, isto Breg, če gremo gledati, Praprotnikova, Jurčičeva, če se dobro spomnim, pa mislim, da se zelo dobro spomnim. Še nekaj takih ulic je, ki so skrite, pa nimajo osnovnih življenjskih standardov. In jaz pravim, da recimo zadnjič mi je ena gospa rekla ravno, da prvi po Luci, ko je prišel sem. Jaz sem rekel, gledajte, jaz sem vedno politiko gradil na fair odnosu, poštenosti, odkritosti. Pa jaz nisem idealen človek, jaz to priznam. Ampak tudi zdaj, ko bom hodil, verjamem, da malo slišal, pa ne, zdaj za to hodim. Je pa pač se pozna, da imam malo več časa za sebe, da lahko jem normalno, ker prej pa ne ob 4-5 auf, pa ob 8 večer z Ljubljane, kaj boš, na tank 4 si sendvič naročil, pa neko Coca-Cola ali pa Red Bull spil, si prišel domov, si rekel, tako zdaj pa še gremo s kolegi na pivo, pa bilo konec dneva, pa zjutraj spet isti scenarij. Zdaj se malo vidi, da se mi je življenje umirilo in sem kar vesel tega, samo jaz sam remirovati te probleme. Te pa še zdaj za zaključek, ker zanima ljudi, kaj se je zgodilo z onimi piri, ki si jih v parlament takrat nesel? Pri Denis Javdiči smo spili en six-pack, jaz pa Jana, Morel, pa Miha Deželak, pa moj žal pokojni, najboljši prijatelj Jernej Čat, smo spili en six-pack pa smo jim pustili, ker nišče ni hotel od poslancev piti. Ok.